Dober večer, lep pozdrav in hvala za povabilo v oddajo Komentar. Sam bom svoj komentar začel z januarjem 2020, ko smo se dejansko vsi znašli pred vrati zelo intenzivne preizkušnje pandemije kot take, poslanke in poslanci pa še pred dodatno preizkušnjo politične krize. Predvsem sredina političnega prostora in v mislih imam stranko SMC in Desus, je bila pred resno preizkušnjo, kaj narediti. Tedaj smo se omenjeni poslanke in poslanci odločili, da bomo postavili v ospredje interese države in izzivov, ki so bili pred nami, pred interesi naših lastnih strank oziroma špekulacij ali pa poskusov nekaterih, da bi tudi v tistih zahtevnih in negotovih razmerah delali bolj v smeri tega, da bi izboljšali svoj volilni rezultat in okrepili svojo politično moč. Odločili smo se predvsem odgovorno do države in sprejeli odločitev, da oblikujemo novo vlado z drugimi partnerji, za katere so nam številni zagotavljali, da sodelovanje ni možno, še celo več, da se sodelovati z njimi sploh ne sme. Še danes toliko bolj sem prepričan, da je glavna in temeljna naloga politike in politikov, da iščejo točke in področja, kjer je sodelovanje možno. In verjamem, da je sodelovanje z marsikom možno, ne na vseh področjih, ampak vedno se najdejo tista področja, kjer je to sodelovanje možno. In ko smo zasnovali to vlado, obstoječo vlado, smo dejansko partnerji zelo hitro našli tiste točke, kjer vidimo neka stičišča, neke preseke in zavihali rokave v izjemno težkih in negotovih razmerah in pričeli z delom. Tako ministerska ekipa, kot tudi ekipa poslank in poslancev v Državnem zboru je v tem negotovem času dokazala in prikazala, kaj vse se da, kljub vsemu, kljub številnim preprekam, številnim negotovostim narediti. Navsezadnje smo sprejeli kar 10 protikoronskih ukrepov, ki so praktično zajeli celoten spekter naše družbe, številna pravila in številne stvari, ki so bile urejene pred pandemijo, na en način smo poiskali nek drug način urejanja, čeprav začasen, čeprav marsikomu ni bil povšeči, ampak danes nam številne in pomembne institucije, med katerimi je tudi OECD, dokazujejo, da smo sprejemali prave in pravilne ukrepe, ki so gospodarstvu predvsem pomagale, da se je uspelo soočiti s to krizo na uspešen način, zaščitili smo naša podjetja in zaščitili smo tudi delovna mesta. Ravno tako je država v mednarodnem okolju spoštovana in ima tudi visoke bonitetne ocene, tako da naše javne finance so v bistveno drugačni kondiciji kot kakšna druga država, ki se je v primerjavi z nami veliko bolj zadolžila, ampak zato veliko manj tudi dobila. Tako da v tem smislu je tudi v našem gospodarstvu veliko optimizma in veliko prostora za to, da lahko tudi v prihodnje razmišljamo ambiciozno in se osredotočimo na tisto, kar bo za slovensko državo v prihodnje pomembno, zato da bomo lahko živeli vsaj tako dobro, kot živimo danes. In tako dobro, kot živimo danes, sem prepričan, da še nikoli nismo živeli. Ampak to je za nas tudi zelo velik izziv. Zavedati se moramo, da se je tudi Evropska unija zelo hitro odzvala, da je omogočila veliko sredstev za to, da se lahko uspešno spopademo s pandemijo. In naloga te in tudi prihodnjih vlad je, da bo ta sredstva smotrno porabila, zato da bo lahko razvoj na področju, kjer živimo, tak, kakršnega si želimo. Sporedno s tem, ko smo se spopadali s pandemijo in iskali rešitve za ta ali oni segment naše družbe, se je prek medijev in tudi na ulicah vil nek drug boj,
namen katerega je bil na vse pretege zrušiti to vlado. Cilj vseh teh bojev smo bili predvsem poslanci te politične sredine, ki smo se odločili oblikovati in peljati naprej to vlado, ne glede na to, da je pred našimi vrati virus kosil po številnih prebivalcih in terjal tudi številna življenja. In to je tisto, kar moram reči tudi mene samega kot poslanca močno zaznamovalo in tudi šokiralo na nek način, kako kot družba ne uspemo usmeriti vse naše energije v to, v tistega res pravega sovražnika, ki smo ga imeli in upam, da njegova moč zdaj realno tudi popušča. V vseh teh neugodnih razmerah lahko sedaj rečem, da smo bili uspešni in sem tudi sam zadovoljen s tistim, kar je bilo doslej narejeno. Dejstvo pa je, da Slovenija je drugačna od te korona krize naprej in tudi politični prostor ni več tak, kot je bil preden ga je ta korona kriza doletela. Vidimo izjemno veliko nekega vretja, nekega dogajanja na politični sredini in ravno tako na politični levici. Nekatere stranke so se izkazale kot take, da njihov edini program je izključevanje in nasprotovanje čisto vsemu, kar se predlaga, kar je za moje pojme zelo velika škoda. Ko se pogovarjam z ljudmi, mi številni, ki so bili tradicionalni volivci neke zmerne leve sredine, rečejo, da so izjemno razočarani in da bo njihov glas na prihodnjih volitvah šel drugam. Ravno zaradi te izključevalnosti in razdiralnosti. In ta izključevalnost in ta razdiralnost je odprla zelo veliko nekega prostora na politični sredini. In mislim, da je dozorel tudi tisti trenutek, ko je neko sodelovanje in povezovanje lahko neka nova politična dimenzija, nek nov politični projekt. In na teh temeljih, na tem, lahko rečem, tudi pogorišču te nezmožnosti sodelovanja precejšnjega dela slovenske politike, je nastal tudi projekt oziroma ideja Povežimo Slovenijo, ki združuje nekako 3 stebre tega liberalnega, ljudsko-socialnega in pa zelenega. Vsi partnerji, trenutno 5 političnih strank, ki smo se usedli za isto mizo in iz dneva v dan čedalje več partnerji, sodelavci in podporniki, dokazujemo, da se da delati tudi drugače, da se da za isto mizo posesti tudi ljudi, ki so iz bolj levega ali pa bolj desnega dela političnega prostora, ki znajo usmeriti svoj pogled v tisto, kar jih združuje, ker če bi se vsi ukvarjali s tistim, kar nas razdružuje, potem ne bi naredili nič. Tako da, kar ponujamo, je neka nova rešitev, ki bo usmerjena predvsem v to, da se ukvarjamo s povsem konkretnimi problemi Slovenk in Slovencev, ki so vajeni nekega umirjenega življenja, ki ugotavljajo, da ne moremo vsi živeti v 3 ali 4 največjih slovenskih mestih, ki se ne želimo ure in ure vsak dan voziti od enega do drugega konca, čakati v gnečah, ampak želimo tudi del svojega življenja, pa navsezadnje tudi svoje službe, sploh ob današnji tehnologiji, opravljati tudi z udobja domačega doma. In zaradi tega si tudi mi prizadevamo za to, da bi bil razvoj v Sloveniji razpršen na vse. Torej, da bi bil razvoj omogočen vsem slovenskim regijam, s posebno pozornostjo na naše mlade, ki si zaslužijo boljšo izobrazbo, predvsem pa neprimerno boljše zaposlitvene možnosti. In to je tisto, kar tudi mi kot politični projekt Povežimo Slovenijo ponujamo kot našo ideologijo volivkam in volivcem, torej da se osredotočimo na to, kaj bo Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu, ki je garancija za razvoj vseh ostalih podsistemov družbe, za socialo, za zdravstvo, za šolstvo in še za številne druge aspekte, da bomo lahko dvignili
dodano vrednost slovenskemu gospodarstvu, da bomo imeli več denarja, da bomo lahko pritegnili tuje strokovnjake v Slovenijo in hkrati obdržali zlasti mlade Slovenke in Slovence pri nas s konkurenčnimi pogoji, da se lahko potem razvijamo in izkoristimo vse tiste potenciale, ki jih Slovenija kot mala, ampak izjemno močna država ima, ampak jih ni doslej uspela brez nekih popravkov, včasih so zadosti tudi manjši popravki, marsikje so potrebne tudi pomembne reforme narediti. Torej, naš fokus je usmerjen v razvoj in naš fokus je usmerjen v to, da bi v Sloveniji lahko živeli bolje in predvsem v tem vidimo potencial projekta Povežimo Slovenijo, ki se ne ozira ne na levo, ne na desno, ampak predvsem naprej.